Živijo, jaz sem Boštjan Ahbar in to je podcast Podrobnosti, 13. epizoda. Anže, kje si? Evo me, tle. Ja, Lep vreme, grd vreme, to, ne vem vreme, več. prvo Ne vem vreme. več. Ja. Okay. Lepo vreme je super vreme. Kaj je drugače novega še, razen tega vremena v Ljubljani? Daj mi neko svežo informacijo iz Ljubljane. Iz Ljubljane. Ja, a pa iz Slovenije, no. Iz Pa ne mi Slovenije. kako politiko, zdaj pa te fore, daj mi neki. Razen tega, da je predsednik, kaj 10 ur drso, to sem videl. Ja, a je zdržal 10 ur, to ne vem, jaz sem videl, da je začel. Ja. A je dejansko je zdržal, ali kaj? Ja, to pa ti ne veš, ali kaj, jaz tebi špansko vročam. No, ok, v redu. Ja. Hvala za to informacijo. Ja. Ja. Ja, najprej zahvala vsem za poslušanje vseh prejšnjih delov, za vse downloade, za komentarje, za pohvale, konc tudi kritike na Twitterju, na e-mailu, prek e-maila in tako naprej. Anže, kje vse se nas lahko najde, oziroma kje se najde naš podcast in nasploh mreža Aparatus, beseda dve o tem? Ja, vse skupaj je na aparatus.si, tam so tudi podrobnosti, pa tudi na Facebooku smo zdaj že nekaj cajta, pa to zmeram pozabim, pa sem se zdaj celo spomnil, tako, če na Facebooku aparatus.si posrčate, nas tam najdete. Drugač pa ful hvala vsem za ocene podrobnosti v iTunesih, ker dejansko mislim, da je zdaj že čez 50, če se ne motim. Pa še ameriški iTunes smo šteti, v bistvu je po mojem že blizu 70 vse skupaj. Ja, več ali manj, ja. Tako da ful hvala vsem, ki tam ocene dajete. Tako da ja. Drugače se da pa naročiti v iTunesih oziroma prek RSS-ja, kjer upam, da bojo kmalu tudi videti, kako se to naredi. Za one, ki ne veste, Bog je 2 že videl, še eden se dela, tako da boste lahko videli, kako točno se naroči. Zdaj upam, da bo to že, ko bo tole odzuni gor, ampak če ni, ne me ubiti. Ja, ful dobro vidi, da v bistvu razložijo malo sploh, kaj je to, kako se naročiti na podcaste in kako to redno spremljati, zato ker sem prepričan, da je mogoče došel tu, ki so mu podcasti nova stvar in prav je, da v bistvu narediš mogoče nek shortcut za tiste, ki še tega ne poznajo. Tak je plan, ja. Ja, zadnji oddaji je bil gost Pižama, naš redni dopisnik za weird zadeve. Res le weird zadeve, moram reči, tega tisti, ki ste poslušali, to veste, tisti, ki ne, mogoče se splača dol potegniti zadnje podrobnosti, 12. epizodo. Imeli smo tudi en posebni intro, tisti, ki so opazili. Anže, kdo ga je to zrihtal? Oziroma tisti muzika v začetku, oziroma kako se reče, aviza, kako bi rekel. Avizo, kdo ga je naredil? Ja, spet nimam imena, ker ne. Zdravo, ne. Boš do konca oddaje probal zbrskati to ime. Ja, ne, vse ga imam, evo ga. Da se zahvalim. Matija Breza, tako, evo ga. Hvala, Matija. Ja. Še je to, celo mrežo, podcast mrežo, Aparatus se lahko tudi podpre, Anže. Ja, če greste na aparatus.si/podpri, lahko tam prek PayPala pomagate nam. Ves denar gre za opremo in za serverje in za podobne zadeve, tako da vsak evro prav pride, pa unika ste to že naredili, Iber, hvala. Glik don sem nafilal že spet denar na server gor za MP3, tako da, Super. Ja, tako ful dobro. Laufa zadeva. Jaz pri serverjih, pa predvsem te moram reči, da danes, oziroma današnji podcast se zna zgodi, da bo kvaliteta malo slabša, pa ne zato, da bi ti prednaril kar šparil, pa karkoli, ampak enostavno naš gost je daleč stran, recimo temu, oziroma ne, če smo s kom do zdaj delali, ki je bil toliko daleč. Jaz sem daleč po svoje, ti si spet na 3. lokaciji in bomo danes pač snimali to prek Skypa. Se pravi, da ne bo vsak sebe snimal kot ponavadi, tako da zna biti kvaliteta malo slabša. Ampak bo pa zato kvaliteta samega pogovora toliko bolj dobra. Jaz že komaj čakam. V bistvu sem ful vesel, da sem se uspel zmeniti z tem mladim možem, kaj ne rečem, samo 2 besedi, Marko Milič. Anže, štarti zadevo. Ok, jaz bom danes tisti, ki bo malo predstavil mogoče našega gosta, oziroma tako jaz rad, kadar to osebo poznam, rad povem, kako sem jaz poznal njega ali pa njo.
V bistvu Marko, da sem jaz prvič v živo videl igrati, mislim, da je bilo to letnice, ne vem, ampak mislim, da je bilo to na All-Stars tekmi, ko je on preskočil avto. In jaz moram priznati, da sem bil eden tistih, preskočil avto in zabil, moram reči. Jaz sem bil eden tistih, ki je bil gor na tribuni, en mlad klinc in če sem čisto odkrit, jaz sem bil ziher, da bo se bo on zložil tam čez avto. Jaz rekel, pa ni šans, da lahko človek skoči čez avto pa zabije. In pol, ko je on zabil, se prav spomnim, da je on primil žogo in jo na vso moč brcnil med publiko in verjetno Marko to ne ve, jaz sem bil 1 meter stran od tistega, ki je pol žogo ujel. In si en teden nisem odpustil, zakaj se nisem stegnil tja, pa on mu iztrgal žoge iz roke. Kasneje pa sem bil z Milkom tudi soigralec in to so taki nepozabni trenutki. Milko, se slišimo? Kje si Boki, pozdrav klele iz Puščave, Kuvajtske. Ti si iz Barcelone, glih ne pol poti do mene, klele do Kuvajta. Tako da, to so bili res spominčki, toliko smo se prehecali skupaj, in kar smo preigrali na terenu, verjetno pa še več tistih lepih spominov, ko smo se okrog hecali po hotelih, po večerjah, po avtobusih, tako da to tudi meni ostalo za skozi lepo spomino. Ja, to so tisti momenti, ko sem videl, ko enkrat ko bomo nehali igrati košarko, sem videl, da ti bo to, ne samo tebi, ampak tako nasplošno košarkaša, da ne bo ostane v spominu na tisto druženje pa vse to. Ampak bomo prišli še do tega. Milko, prvo bi te vprašal jaz, pa isto sem vprašal recimo Brezo, Primoža Brezca, ki je bil on gost na podcastu. Zakaj si se ti recimo odločil za košarko in kako si ti prišel do tega, da si na koncu postal vrhunski profesionalni košarkaš? Pa recimo začetek, povej mi samo začetke. Kaj je bilo tisti prvi spomin, prvi trening, prvi kontakt z košarko, zakaj košarka, prvi koraki? Začetki so bili taki, mi v Kranjski sem jaz gor rasel, smo se okrog bloka, smo se mulci igrali vse športe, izimprovizirali smo, igrali smo hokej na kotalkah, imeli smo gajbice od krompirja, smo imeli na mezgolov, vem, da smo imeli kar od kotalk koleščka, smo imeli kar na šraufana, na tiste trde top 10 superge, smo jih včasih imeli košarkarske in smo si jih pol naprej, ko nam je noga zrasla, sam na naslednje odslužene košarkarske superge, tiste koleščka gor naštivali, tako da vse razne športe smo se mi šli okrog bloka tam v Kranju, tudi košarko, tudi futbol sem bil bolj antitalent, sam sem bil velik, pa so mi zmeram v gol dali, so rekli, ti si eksploziven, pa nič, zmeram sem med nogam žogo dobo. Probal sem par drugih športov, sam ful mi ni bilo, probal sem atletko, deseteroboj, pa sem bil tam skozi sam, pa mi je bilo dolgčas. Probal sem vaterpolo, s prijateljem so šla na vaterpolo, so mislila, da bo prišla da dobiva kuj kapce, pa da bomo sam tisto žogo nabijali, najprej so prišla so 45 minut smo sam plavali v širine bazena, kar netalentirani plavalci, smo pa kapce na koncu dobili, imam pa preveliko botico, mi pa na vrh glave stala, si jo še zavezati nisem mogel, tako da je bila košarka nekako edina tista, ki sem se saj lahko malo pred puncem postavljal, tako da se mi glih niso smejali tam s trebuhom, pa premehno kapco na glavo v bazenu skakati, tako da potem so šli vsi prijatelji moji tam v osnovni šoli, smo šli vsi v košarko, vsi smo bili tudi tam na kranjski osnovni šoli Simonjenko in tukaj nekako ta ljubezen do igre, do druženja, delaš od tega, da bi jaz tukaj mislil, da bom tukaj zares igral, da bom profesionalc ratal ali pa karkoli, ampak pa je to kar avtomatično malo se ta preskok naredil, vmes sem še ta avto preskočil, glih prele razlagal, mogoče takrat sem glih iz Krana v Ljubljano, pa šlo mogoče zanimivost, nisem bil takrat mogoče pozoren, da sem avto tako parkiral, da bi ful blizu unih stranskih vratov Tivoli, sem rekel, ker to nikoli nisem prej probal, jaz sem čez avto, nisem mogel to trenirati čez avto, kleno betonu, res. Kaj, ker skoni? Vala si probal? Ni, naštimal sem se gumin twist od sestre, pa mi ni šlo, pa mene 10 cm sem bil prekratek, pa sem rekel, vsek bo folk v Tivoliju, se bo dvignil, pa mi omogoče ratal, bo malo bolj adrenalina. Sam za vsak slučaj sem videl tam na stranska vrata, sem rekel, če se klele čez rasujem, ko kanta sam, da hitro tamle ven zviznem v garderobo, da malo prevelika sramota, tako da... Na srečo je še ratal, pred All-Starjem so imeli še rokometašice, jaz sem tam sedel pol treninga gledal, so ne mislili, da kakšno šarmiram, v resnici sem tam čakal, da malo smole ukradem, ful kratke prste, kar če vape, sem rekel, da raba malo smole. Wow. Čakaj. Ampak dobro, no, recimo... Eno vprašanje sem dal, pa se že jokam od smeha tule. Ne, hotel sem to vprašati.
Kdaj si recimo začutil, kdaj si nekako videl sam pri sebi ali pa recimo slišal od ostalih, da se govori o tebi, da si dovolj dober, da ti lahko nekaj rata. Recimo ti si preskok v Olimpijo, verjetno ni bil lih mala stvar, no. Sploh takrat na Olimpiji je bila, to je bilo kot NBA zdaj za mlade igralce, a ne. Ni bilo višjega kot pa iti v Olimpijo, a ne. Ja, takrat meni, ko mi je zmagal potegnil Olimpijo tam iz Kranja, meni se je v enem letu toliko dogajalo od tega, da sem, ne vem, sestro v eno sobnem stanovanju tam na Pogradu spal z odrezanim stranicam, ko so mi noge čez gledale, do tega, da sem čez 6 mesecev kasneje igral v Euroligo pred 6.000 gledalci 30 minut na televiziji. Meni se je tam tako hitro vse dogajalo, dobro, da me je takrat zmagal in dobil v svoje roke, ki je znan, da te mlajše igralce, ki jim hitro malo glavo odplava, da jih drži na tleh. In tukaj me je on pol malo, moram reči, vodil, treniral, včasih malo naprej potisnil, včasih malo zabremzal in tukaj sem počasi začutil, da je mogoče to pa to, no. To je pa res tisto velik prizorišče, ta Evropska liga, vse te televizije, vse te močni nasprotniki. Nekako v Kranju, tam v mlajših kategorijah sem že občutek, da sem soliden, da sem v redu, sam vsem sem mislil, da se to je sam Kranj tukaj, sam igramo to lokalno ligo. Tukaj se je mogoče pri 16, 17, točno za 17 rojsten dan sem z Olimpijo podpisal, mogoče naredil ta prvi preskok, da sem si mislil, da to pa mogoče lahko rata iz moje strasti, nekako tudi moj poklic, pa moja pot. Ti si v Olimpijo prišel, mislim, v najboljših možnih časih, po mojem, jaz ne vem. Takrat, ko si v letu, je bila res taka generacija. Mislim, kako je bilo pa ti tam na treninge sploh prijeti, ker ti si bil res 17, ne? Ti nisi bil tako... Mlad 23-letni fant, ne? Ja, mislim, zakaj to... Ja, res sem hotel reči, jaz sem šel recimo z Olimpijo tudi 17, ampak jaz niti približno nisem prišel na taka velika vrata kot Milko, ker Milko, ko je prišel, to je bilo, mislim, vsaj za nas, ko smo spremljali ta basket res vsakodnevno, to je bilo, mislim, Milko, ti si bil takrat, čez noč si bil res kot pop zvezda, za tebe čez noč naenkrat Marko Milič, bum, to je bilo po mojem, a pritiska nisi čutil tipa tega, ne vem. Ja, takrat sploh nisem vedel, takrat sem sam košarko sem razmišljal, sploh nisem se v te stvari poglabljal, zakaj je enkrat vse tako medijsko bilo takrat pompozno. Mogoče je bilo tudi zanimivo, ker takrat smo ratali nekako malo, pred par let prej malo svoje države in nekako smo zelo pozitivno vsega našega, pred tem Peterko, smučarje, košarkaše, vse se je zelo pozitivno spremljali in mogoče mi še to pol bolj nosil, ker nisem nobene negativne kritike čutil in sem rekel, kaj je lepše, kakor igrati košarko. Ne, tako da... Takrat se nisem zavedal, čez par let kasneje sem šele malo nazaj gledal, sem rekel pismo. Ja, ampak kako je bilo pa na treningih tam? Mislim, ker si pač 17... Na treningah je bila taka konkurenca, vse bo, ki ve, včasih so v Olimpijo pripeljali sam enega ali pa dva največjega talenta tistega leta iz cele Slovenije, so ga zraven priključili tako kot 13, 14, 15 igralcev in so rekli, evo, te vržemo vodo, pa če boš splaval, če pa ne, pa naslednji pride. In jaz sem glih prišel v Olimpijo, ko so oni osvojili evropski pokal, na moji poziciji je Roman Horvat dal 10 trojk, pismo v finalu, jaz pa kle pridem sicer dinamit v nogah, ampak lesena roka, sem rekel, kje bom jaz zraven njega igral, ne, tako da pismo. Dinamit v nogah. Sem rekel, kle drvenjak, pismo, pa 10 vrgo v finalu, ne, samo toliko tekem se igra na sezono, zmago je znal cent, trening, odnos in to, in vem, da sem pred vsakim treningom že eno majico zamenil, ker sem recimo odstreniral, toliko sem bil navdušen, toliko sem ti adrenalina, energije mu od začetka, tako da mu sem tudi srečen, no, da je zmagal nekaj o meni videl, kar res mogoče takrat še v tistih letih nisem vedel, da imam, tako da on mi bi tudi veliko pomagal. Ja, sam recimo tista Olimpija ni bila, kar tako da rečeš, ok, to je zdaj Olimpija, ki je pač za slovenske razmere imela par igralcev, pa se tu igral nek basket, pa je to. Ampak vi ste šli vi ste bili na Final Fouru, vi ste bili tretji na koncu. Kar je, če zdaj gledaš, recimo, da bi zdaj Olimpija šla na Euroligi na Final Four in da to so taki rezultati, da se mi zdi, da folk malo pozablja na to, kaj se je takrat dosegalo. No? Ja, res so bili lepi časi. Ne? Je pa res, da nekako zdaj se ekipe menjajo vsako sezono, nekako počasih je glavnina Olimpije bila skozi ista, ne? Skozi je bil Klej Đurišić, skozi je bil Klej legendarni Hautman in vsak let so na sam enega, dva mulca recimo zraven priključili, ne? In zato tudi mogoče je bilo malo teže zraven prideti. Ne?
Ja, takrat se nam je, nam je uspelo. Niso odhajali v tujino, vse te, recimo tudi, ne vem, Marko Tušek je dolgo časa tam igral, Boris Gorenc je bil dolgo časa tam. Dobro, Raša je bil sem sezono, se mi zdi, Mario Kraljević je tam dolgo časa, Ivica Jurković, se pravi, to so bili igralci, ki so bili res takrat za Slovenijo top igralci in so vsi v bistvu ostajali doma v Sloveniji. To ni bilo, da bi šli kar tak tujino. Se mi zdi, da lik s tvoje generacije, oziroma mogoče lik malo starejši od tebe, par let so začeli bolj ven hoditi. Ne vem, Tuki, pa Boris, pa Raša je šel pol ven, pa ti si šel ven. Vi ste ta generacija, ki je prva začela v bistvu po Olimpiji, iz Olimpije naprej hoditi. Ne? Prejšnji so bolj kot ne ostajali, ne? Zato je bilo to ogrodje tule in ta kvaliteta. Ja. Prejšnji so bili tudi starejši igralci, po mojem niso imeli toliko ambicij, glede na to, da so bili tudi v Olimpiji in dosti cene in lepe pogodbe so imeli in so bili dolga leta skupaj in mogoče z našo mlajšo generacijo, tudi ti si šel pa hitro naprej, so šel v Benetton, si šel naprej. Ja, ti šel v Benetton, tako da tukaj smo malo so nas bolj začeli tudi gledati, skauti so začeli na treninge tudi prihajati in tukaj se je malo bolj odprlo. In težko je v tistih letah pol tudi realen razmišljati. Jaz sem bil 18-19, pa ti začnejo ti evropski klubi, pa NBA klubi. Spomnim se, da je Jerry Krause prišel, recimo, ki je bil najbolj znan. Še zdaj se spomnim, smo šli v vinoteko, jaz sem v tam salam zataknila pismo, je skoraj v gospodarskem restaurišču, zasko pa salamo je, da čeprav je ful na dieti, sem rekel, da mora nekaj našega probati. Jaz pa skralno prišel edino leseno vinoteko poznal od restauracije v Ljubljani. Sem ga pel eno hrano in skoraj prišlo k domu pismo. Ampak včasih je hodil teh menedžerjev pa teh skautov, nas je hodil gledati in vsi mi tudi govorijo, kaj ste takrat vsi žirili, pa 19-20 ste šli, ne vem. Meni so prišli, takrat so rekli, če gremo v NBA, 2 let nazaj sem prišel kran v posterje po stenah od NBA, sem rekel, pismo, valjda grem, sploh nisem razmišljal, vsi so govorili, ostan še 3-4 leta, sem rekel, kaj 3-4 leta, bi mogoče še pes nav po vohu, če nam v klubaso v kruhoratu, grem zdaj, takoj, pismo, ni to. Kako je pa bilo pol, kako je se pa zgodil ta tvoj NBA v bistvu? Mislim, to pol sklepam zdaj, da si tako rekel, ne? Kako je to? Ja, tako je, sploh nisem... Ti si bil res tisti, bom rekel, prej so šli v NBA tisti, ki jim je ratal, recimo od Dražena, Divac, Radža, Kukoč, to so bili ti legendarni Jugobasket, ampak od te malo mlajše generacije si bil ti v bistvu, sploh kar se tiče za Slovenijo, pa recimo za Balkano, teh si bil ti v bistvu prvi, edini, ki šel tja. To je bil tak velik preskok, v bistvu, če jaz gledam zdaj pač skozi svoje oči, pa to za nas je bilo takrat to nekaj nerealnega, kar NBA, kar mislim, isto ko ste imel postre, pa to posteni, jaz sem imel Jordana, Pippena, ne vem, Gary Payton in vse te ostale iz tiste generacije, pa nekaj kar Milić zraven, tako nam je bilo neko nepojemljivo, kar NBA, a veš, to je bilo nekaj takega, kar mi nismo niti nekak način uspeli dojemati, da bo kar eden izmed nas šel tja, ne, in ne vem, povej, kak je bilo, to me zanima, da jaz vidim, recimo, primerjaj tudi s sabo, z mano me zanima, kakšni so bili takrat kontakti, recimo, za drafta, si vedel, da bo šel v Phoenix oziroma Philadelphia, kak je prišel do tega, no? Ja, a si ti to že visto čez noč pa zvedel na draftu, verjetno nisi bil, kak je to potekalo, no? Ma ne, igrali smo v Franciji, smo igrali prvo tekmo, Evropsko prvenstvo se igrali, tako da na draft nisem šel, sem bil pa prej na par teh treningov po sezoni, ne, oni pač ti skauti so čez let, so malo gledali naše tekme, so bili določene kontakti, ko je bil sezone konc v Olimpiji, sem šel iskaj na probo 6-7 klubov in v Philadelphiji nisem šel, pa oni so me recimo vzeli, ne. Je bilo pa zanimivo, da so mi v Atlanti, pa takrat v Minnesoti obljubili, pač da bi me vzeli obljubili, takrat sem bil še naivan, vse, kar se reče, ne moreš glih dobesedno vzeti, ne, rekli so mi, da me verjetno vzeli, če bom še na razpolago na 21, pa na 18. mestu in meni je bilo to nekaj nevrednega, da bi me Minnesota vzela pa Atlanta, to je avtomatično potegne 3-letno pogodbo in se tam miren in lepo počas nekako se boriš, razvijaš svojo zgodbo in tudi zaradi tega sem jaz dal z 19 leti nekako, če si pač se to veš, če si pred 22 letom, se moraš sam prijaviti na draftu, ker nekako sem malo verjel tem ameriškim lepim besedam in na koncu sem pristal tam 34, 4-5 v drugi rundi, za ekipo, ki edino nisem treniral, tako da sem Philadelphia 76ers, tako da je bil čist nekako malo v neznano ta izlet. Treniral sem za par drugih ekip, pa smo se dobro razumeli, sem mislil, da bom pristal v Atlanti, v Clippersah ali pa tam v Phoenixu, na koncu pa... A pa si tako imel kakšne svoje preference? Se vem, da nisi mogel zbirati, ampak veš, takrat si imel tako, kam bi hotel iti ali pač kamor bo šel?
Nisem nobenih, mislim, preference. Zmeraj so preference te klubi, za njih navijaš. To je bilo tako nerealen, da jaz sam, da bi se pojavil pač tam na kjerkoli igrišču, je bilo zame že čist nekaj neverjetnega, tako da sem sam upal, da bo šlo to skozi, da bi se lahko tam pomeril in nekako temu zel v Filadelfiji je bilo pa zanimivo. Tako hitro se vse odvijalo. V enem letu praktično iz Krana v Ljubljano, Final Four, draftiran na draftu, pridem v Filadelfijo. V Filadelfiji je bil trener Brown, ki je bil tudi trener Dream Teama. On je bil iz North Carolina, iz tega koledža, ki je Jordan hodil in mi gremo takoj, moja prva tekma, gremo takoj na priprave v North Carolina. Jordan se je pa vračal glih iz bejzbola takrat, imel številko 45. In meni jaz sem tako mislil, da sem v transu, prišel sem noter, pride odglik v drugi četrtini, se nekaj prišel noter, za minuto prevzamem, čuvam Jordana, ga pogleda, moj glih je na 15 kg več mišične mase, ki je prej bejzbol igral 45 številko, sem rekel, vse meni se tako meša. To se mi dogaja, sploh nisem vedel, sem rekel, tako ti res, to sem enkrat sam zbudil. Ja, ampak v Olimpiji si biti samo eno leto? Ne, dve, čakaj, tri sezone. Več, ko sem se vratil, najprej sem bil dve sezone. Na začetku, pardon, pred da si šel na draft, sem to mislim. Dve sezone. Dve sezone, ja. Se pravi, ti si bil v bistvu, ko si bil draftiran, si bil še 19 let star, ali si bil že 20? Še 19 let sem bil star. Ja, to je ful mlado, ne? To je ful. Jaz si sploh ne morem predstavljati. No. Jaz sem šel v Ameriko z 22, lik sem dopolnil, pa sem izdelal, sem bil tak otrok, da ti ne morem povedati, kaj šele, da bi šel z 19. Ti šel z 22, ne? Ja, jaz sem v bistvu bil, 21 sem bil, ko sem bil draftiran, ampak ko se sezona začela, sem pa že bil 22, jaz sem poleti rojsten, in sem v bistvu veš. Ampak še takrat, zdaj ko gledam nazaj, jaz sem bil tak otrok, kje meni se je isto tako dogajalo, ampak jaz še 3 leta mlajši, to so taka leta, se mi zdi, da 19 je pa še taka razlika, pa 22. Ja, seveda. Jaz sem bil čist naiven, meni neka izpolnitev, sam čist naivno grem, bom face treniral, pa se bom dokazal, bom pa kakšno minuto dobo, pa tako, ampak ja, sam je zajebano, druga runda je že zajebana, mislim, tako si pa sam rekel, prva runda ti da možnost, da imaš letno pogodbo in imaš čas, da se razviješ, če imaš pa, če si pa druga runda, moš pa takoj začeti igrati in prenašati. Čakaj, lahko vidva to malo bolj razložiti, kaj jaz zdaj kleriš. Ja, lej. Je to force. V prvi rundi, zdaj razen, če so se pravila mogoče kaj spremenila v zadnjih letih, ker pač jaz nisem več v Ameriki, ampak jaz mislim, v prvi rundi, če si draftiran, si dobil avtomatsko 3-letno pogodbo. Jaz sem dobil 3+1, se pravi po 3 lahko klub ima možnost, da podaljša še za 1. To je bilo za vse, ki so bili zbrani v prvi rundi, se pravi med prvim pa 30. mestom zbrani, nekaj takega. Ja. Tisti, ki so bili pa v drugi rundi, so dobili pa pogodbo, kolikor jaz vem, samo 1+1 ali samo eno garantirano, zdaj pa nisem siguren. Samo eno, ja, samo eno je bilo garantirano. Ena garantirana, tako. In kar pomeni avtomatsko, da recimo, jaz sem bil v poziciji, kjer sem igral v prvi sezoni moji, sem imel prvo poškodbo kile oziroma pruh operiran takoj pred sezono in sem zgubil par mesecev in preden sem začel igrati, pa vse to, pa še, Milko je bil močen nabit, jaz sem bil suh, se veš Milko, jaz nisem bil nikoli nek Hulk Hogan. In za mene je to bilo to teže. Skočen, ja, sem drugo pa ne. Ampak hotel sem reči, da v bistvu sem v prvi sezoni igral samo 14 tekem, če se prav spomnim. To je nekaj v glavi. 14 tekem, pa še to ful malo, od 82, a veš. Ja. In če bi jaz bil recimo druga runda, možnosti, da bi jaz ostal v Houston, takrat, da me klub podaljša, bi bile po mojem manj kot 5%, a veš. Ampak jaz sem imel srečo, jaz sem imel še 2 leti, jaz sem imel po drugo leto možnost, da sem še napredoval, da sem še treniral, do 3. sezone sem že nekaj igral in potem sem se dokazal, da sem podpisal še eno pogodbo recimo v Ameriki. Medtem ko pa recimo Milko, če bi bil v moji poziciji, sploh ne dvomim, da mu ne bi to ista stvar ratala, ampak enostavno, ker je imel enoletno pogodbo po enem letu, v drugi rundi prideš v ekipo, kjer ne igraš veliko, imaš pred sabo kakega nezadovoljnega veterana, ki še hoče par dolarjev ven iztegniti, pa bo dobil malo več minut, pa kakšna poškodba pade, levo, desno sem tja, sezona gre okoli in ti se ne dokažeš, a veš, kot bi se lahko. In na klub na koncu, ko potegne črto, reče, ne bomo zdaj, nisi nekaj dokazal, mogoče ni, a veš, in te ne podaljšajo, oziroma ne dobiš nove pogodbe. In to je ful razlika. V bistvu je pa razlika samo med tem, a te je en zbral 30 ali pa 31, a veš.
Ja, okay, se to, ja, jaz sem mislil, da je to. Aha, okay. In to je v Prva bistvu fora. runda je tako, da vsaka ekipa vzame enega igralca, ne? Druga runda je pa poje, da lahko nekako drugo opcijo vzame. Ja, vsak lahko, recimo, no, eni klubi imajo včasih 2 izbora v prvi rundi, ampak to so v bistvu zaradi njihovih tradov, bla, bla, se je to vseeno. Ampak načeloma, recimo, ne, če bi šli zdaj točno, tako bi imel vsak klub 2 izbiri, ne, 2 nova igralca. V prvi rundi se pravi prvih 30 klubov in potem vsak klub v drugi rundi še enkrat izbira, ne. In to je ta fora, ne, recimo Milko, če bi bil na mest 34, 29, kar je 5 mest, kar sploh ni taka velika razlika, ampak razlika v njegovi karieri bi lahko bila ogromna, lik zaradi tega, a veš. In to so te fore, ne, a veš, ki so... To pa sploh ne bi pomislil. Mislim, jaz ta draft vem, kako funkcionira. Tudi to sem že nekaj slišal za te pogodbe, ampak sem mislil, da je zmerno te pogodbe, da se še zmerno oni lahko odločijo ali pa whatever, ne, da tu če te od drugmu vzame. Ja, zdaj so se pravila spremenila, sploh za Evropejce, se mi zdi, če ti si izbran v drugi rundi, pa ne greš takoj, se lahko pol po neki leto ali 2 pogajaš za drugo pogodbo, ne vem, ampak v mojem, takrat sem jaz bil, pa takrat bi bil Milko, vem, da je bilo sigurno tako, ne. Tako je bilo, takrat je bilo tako, ja. A veš, in to so ful take stvari, ko te hočem povedati, da v bistvu na koncu ne kriv ne dužan, ti že tu neka odločitev pade za tvojo kariero, bo taka pa drugačna, veš, in to je samo glede na to, tako je Milko rekel, ne, lahko bi bil izbrala ga je Philadelphia, lahko bi bili pa Atlanta, Clippers, Uni tretji, a veš, in to so res take loterije, no. Tako da, ja, tako sem rekel, če bi imel Milko, če bi ti imel 3 leta možnost, da tam ne se razvijaš, pa to, a veš, bi šla recimo situacija oziroma karijera čez drugo pot, namesto da se recimo po sezoni ali 2 vrne v Evropo, pa reče, ja, pa ni šlo NBA, a veš. Ogromno je pa igralcev v bistvu, ki so veliko manj talentirani, ki imajo veliko manj volje do košarke, ki enostavno, ampak je dovolj, da so enemu človeku všeč, a veš, trenerju ali pa GM ali pa enemu, in ta jih zbere v prvi rundi in imajo 3 leta možnosti, na koncu iz njih res nekaj rata, ker imajo določen talent. In to so take stvari, ko včasih se mi zdi, da pač košarkaši mladi. Ja, predvsem na ven se to ne ve. Ne? Ja, se ne ve, a veš, in kot mlad košarkaš na to nekako niti nimaš vpliva, pač ti pač treniraš, igraš in tako je, pa ko pa nazaj gledaš na kariero, pa v bistvu vidiš kakšna je situacija, mislim, kaj se je dogajalo. Jaz takrat tudi nisem nič razmišljal, jaz takrat, zbran na draftu, ja, gremo. Pa so še rekli, da bi še ostal leto v sezoni, mislim, sezono v Italiji ali karkoli, ne, mi smo takrat nekaj menjali trenerja, ne, grem jaz kar v Houston, jaz grem, pa sem že se spomnim, da sem v bistvu, mi smo končali italijansko prvenstvo, jaz sem bil naslednji dan že na letalu, da sem šel te draft workoute delati in sem pa v bistvu kar ostal v Ameriki čez poletje in kar treniral, sploh, a veš, kar grem, kar konc, kar dalje. Ja. Pa če bi zdaj nazaj gledal, bi verjetno sezono 2 bilo ful pametno, da ostanem v Evropi, ne, ampak A ti si šel z Benetona, ne? Ti si šel z Benetona? Jaz sem šel z Benetona, ja. Ja, takrat si imel vrhunsko sezono, takrat se nekaj smo se srečali, jaz sem za Fortitudo, ti si, tam je bil D'Antoni pa tep trener, ne? Ja, D'Antoni je bil trener, pa se ne vem, mislim, da si ti takrat igral to sezono, da si igral v finalu, da smo igrali proti vam, ne proti Fortitudo v finalu. Takrat si nas premagali v finalu, jaz sem bil v Fortitudo, ja. No, evo, mi smo takrat zmagali sezono. Ti pa Edni pa Nikola, to ste vi takrat bili presenečeni cele lige, ste na koncu naredili tak finiš v finalu. Mi smo šli takrat na Final Four Eurolige, pa bili italijanski prvaki, ja, ful dobra sezona. In jaz sem se spomnil, jaz sem šel naslednji dan, ko smo mi zmagali to v Bologni, tisto 3. tekmo, jaz sem šel naslednji dan, sem šel na avionu, v bistvu, sem šel dalje, ne, tako da. Ja, taki ludi časi, sploh nedomljivo, da bi zdaj. Ako je takrat tale, ki je bil tudi, ljubljanski znanec Markošvili, tudi s tabo tam ni bil v Benetonu? Skitišvili, misliš? A Skitišvili bil, ja, en let kasneje pa še ne, Markošvili prišel v Evropo v Benetton najprej, kakor 15-letan mulj. Kasneje, z mano ni bil tam. Kasneje, z mano ni bil tam, ja, z mano ni bil. Ja, ki je bil 15-letnik, se je zjutraj pa zvečer bril. Je par taka, ki je bilo še, ko smo igrali kadetsko ligo po Jugoslaviji, sicer se niso zjutraj pa zvečer brili, ampak so imeli tetovaže JNA na ramenah, tako da. Ja, birokracija včasih ni bila to, kar je zdaj. So te poštempljali takrat, kaj je treba. Čak, kako je pa pol bilo? Ti si pač prišel v NBA, ne? In koliko sajta si bil pol tam naprej šel nazaj? Prvo sezono sem bil najprej, pa jaz sem bil
sem začel v Filadelfiji, sem bil par mesecev, pa so takoj naredili trade. So me zamenjali v Phoenix. V Phoenixu smo pa že prej, pred draftom smo se dobro razumeli, samo oni so v zadnjem momentu izgubili pik, tako da so me tam zamenjali za Tom Chambersa. Klej bila tudi fora. Zamenjali so me za Tom Chambersa, ki je bil tako, on je bil v tistih zadnjih vzdihljajih kariere, čeprav je Hall of Famer, je tam legenda. Ne. In nekako, pa v Phoenixu žuje. Mi to kasneje razlagal, ko se je Phoenix vrnil. Je rekel, pismo, ki so me pa tradali za rukije Slovenije, sem pa rekel, evo, to je pa znak, da je to konc moje karijere. Klej so me direkt zamenjali za njega. Ne. Sem mi takrat, ko multi dobro zdel, sem rekel, dobro, če je trade, pa če me za enega Hall of Famerja menjajo, pa če 14 dni to, ne? Ja. Rekel, to je to, če me gleda za enega rukije Slovenije, menjajo, to je to. Da je rad moj dober prijatelj, se vrnil nazaj. Polju pa glih te sledice, pa glih začel, ko sem v Phoenixu, sem rekel, zdaj po drugo sezono, bil je trener Danny Ainge, mi je spet po ameriško me napalil, da računa na mene, čeprav so bili še 5-6 drugih igralcev na moji poziciji. Ampak glih takrat si ta lockout začel, ne? In pa sem takrat vmes skočil klele igrati v Fenerbahče, naredil, glih celo Euroligo sem v Fenerbahču odigral, tako da nisem zgubil tistih mesecev, pa sem se na koncu za drugo polovico sezone, pač ko je bilo konc lockouta, vrnil v Phoenixa, ne? Tako da te dve sezone sem bil. Pa nekako nisem preveč sem bil razganjal me od energije, preveč nisem v potrpljenja, da bi sam ta garbage time igral, pa da bi še čakal let, 2, 3, 4, a mi bo ratala, ne. Tako da tam sem se pol vrnil en let nazaj v Olimpijo, je bil še zmagal trener, tako da nekako mi je bilo 2, 3 sem se med kariero vrnil nazaj v Olimpijo in nekako zaradi teh dobrih odnosov in z trenerji in s publiko mi je bila to nekako zmeraj ena taka nazaj odskočna deska, da sem se malo pobiral v karieri, kadar sem imel malo krizo, ali zaradi igre, ali zaradi kjerkoli drugih stvari, tako da tam je Olimpija pol ene parkrat pomagala. Ja, to je fajn imeti en tak backup, da si šel nazaj, pa tudi meni bi prav prišlo nekaj take, oziroma sem imel tako obdobje, ko bi ful rabal to, da bi se vrnil nekam pa to, ampak nekako z Olimpijo se žal po tistem, ko sem bil tam eno leto kot mladinec, v bistvu se pol nismo več nikoli uspeli dogovoriti, no, ampak je pa, hotel sem to reči, je pa verjetno tak, ne vem, tak meni se je tudi zgodilo, no, da v bistvu je tista vrnitev nazaj v Evropo, ko enkrat doživiš NBA, je kar težka, no. Sploh to, ko se malo se razvadiš na tisti ameriški life, pa potovanja, pa vse to, ne. Malo padeš na trdno tla, čeprav košarka in ko stopiš na igrišče in ko igraš tekmo, je tista ljubezen do igre, pa zebancije, pa vse to vseeno obstaja, ampak vse tiste obrobne stvari so pa v bistvu tiste, ko se jih je malo težje nazaj privaditi. Saj jaz sem imel take izkušnje, no. Ja, sigurno, tam je življenje tako praktično tako luksuzno, da te vse drugi skrbijo za tebe, ne rabaš nobenega razmišljanja o teh privat avionov, vseh teh stvari okrog, da to se res malo ne razvadaš, ampak res težko je nazaj, ko se enkrat na konju spet nazaj na Oslo, tako da ampak kar moraš, na koncu, to je maraton, če imaš srečo, pa da se ta pravi karakter, se ti kariera vleče 15-20 let. Včasih je treba, recimo, samo v bližnjo prihodnost, jaz pogledam recimo za tebe, zgledali pred sezono, ko šel v Nemčijo, da je korak nazaj, ti sparato eno leto pismo spet prvo krilo Evrope, Kleles bil nosilci igre v reprezentanci, zdaj imaš pa tam top deal v Barceloni. Včasih je treba, mogoče korak nazaj, da lahko sprint naprej narediš, v narekovaj je korak nazaj, tako veš, zakaj greš, zakaj narediš kaj takega. In to sigurno, in to se mi zdi, da ful časih, sploh v basketu, rabiš sezono, da recimo po poškodbi ali pa po slabši sezoni, da odigraš, ker ljudje strani tistega ne vidijo, rečejo, pa spet, kaj gre spet v Olimpijo, pa kaj zdaj šel v Nemčijo, veš, pa to, ampak v bistvu ne vejo tistega, da ti v bistvu iščeš tisti feeling, da ga spet dobiš nazaj, da tisto, veš, zanima je to samozavest, je to feeling za igro, karkoli, ko enkrat to dobiš, pol v bistvu imaš res feeling, da te doben ne more premagati, da lahko igraš z vsemi. So pa vmes krize normalno, ko je težko, ne. Kljub vsemu, da imaš recimo talent, pa imaš znanje, pa vse to, ampak ne moreš kar tak biti skozi v top formi in ne vem, jaz saj vem, recimo po poškodbi recimo sem imel tak primer, da se je bilo ful težko vrniti nazaj, no. In sem rabil tisto sezono, ja. In ja, traja, je treba biti potrpežljiv, ampak ful prav pride, no. Je pa to dober feeling, ko vsem tistim, ko nekako dvomijo o tebe, pa ko te že blatijo, pa na pol te mečejo kož, da pol se nisem zapreš usta, to je pa tudi po svoje dober feeling, no.
To je neverjetno, le. Ja. Čeprav jaz se nikoli nisem do nekaj to oziral, ampak vem, da taki ljudje obstajajo in je fajn tisti film, ko rečeš, a veš, spet mi ratava, to je pa eden tako samo zadoščenje, ki ga pol dobiš. No. Moraš imeti svojo špuro, to je res. To je res. Hotel sem vprašati, recimo, reprezentanca, ne? Kaj so recimo tvoji najlepši spomini na reprezentanco, recimo, ker recimo tudi z Brezo, ko sem govoril, meni se poleg vsega tega, da smo z reprezentanco imeli, ne vem, da smo takrat v Beogradu prvič se uvrstili na svetovno prvenstvo, pa šli prvič na svetovno prvenstvo, pa naredili korak naprej, pa do tistih stvari, ko smo v bistvu imeli na Poljskem doseg do medalje, mislim, v bistvu na doseg roke, pa nismo uspeli dobiti. Ampak to vse, kar se je dogajalo na igrišču. Ampak vseeno najbolj mi pa vstaja nekako spomin tisto, kar se je dogajalo ob igrišču. Ne? Ekipa, klapa, zebancija, hoteli, potovanja, ne vem, in tako naprej. Mogoče, ne vem ti, če se spomniš, Milko, ampak jaz sem bil prvič zraven v reprezentanci do 22 let, ko si ti bil pa en od nosilcev, pa Raš je bil, pa ne vem, Tušek, pa Duščak, pa smo bili v Turčiji na Evropskem prvenstvu. Jaz sem bil takrat prvič zraven, 16-leten klin sem bil in ne vem nikoli pozabil, kak si me ti nateral, da sem jaz mogel po večeri tebi baklave nositi sobo, ker nisi smel ti sam. To je bila moja naloga, da baklave v sobo. Enkrat se jih stuškam v Turčiji pojedla 32 po večeri, zato on rudar iz Hrastnika, jaz pa Gorenc Krana, pismo vzpod pa švedski stol, po domač povedan, zagrab s sabo za sobo, kakor je hočeš, ali tako da so jih enkrat 32 pojedla, nam je tok cukor si dvignil, da samo cel večer sem jedal mokar čev do zjutraj. Zjutraj so bila pa tako zmatrna, ker bi treba iti na trening. Te fore recimo ni boljšega, ko recimo v ekipi dosežeš tak nivo, da se mi recimo sam pogledamo na avto, toliko smo imeli recimo mi v Beogradu, pa to recimo, se ekipa sam pogleda, kaj sem se s tabo spogledam z Bečirko, tam z Brezo, pa že točno, sploh več ne rabaš, recimo, kaj sem, smo mi ugrevanje tam proti Američanom, pa naše dva pomočnika obrne na uno stran, pa gledata Američana, da nas ugrevata po preoskih murinih hlačah, sedmo pomočniku zoom sproš, recimo, pa zgleda, kada je preveč navdušen nad Američani, pa kakšne take fore, recimo, kakšne take fore, recimo, situacijske, ne? Kakšne situacijske, recimo, ki je dosti, bo sploh, da smo se sam pogledali, pa smo vsi v kruhot planali, smo bili vsi na isti valovni dolžini, recimo. Kakšne take lepe trenutke, recimo, pa reči, da razloži kakšno anekdoto. Težko je kakšne anekdote razložiti, recimo, ko so bile situacijske, recimo, kakšne stvari, ampak so bili toliko lepi trenutki, recimo, da jih v kolektivnem športu dosežeš, ki bi kjerkoli drugje, če bi bil individualno ali pa sam, bi težko. Kukor je recimo tudi ni slabšega, recimo, če nekako v timskem športu, če pride do egoizma, do razprti, pa od tega, da si odvisen od ljudi, ki jim ne verjameš. To je pa recimo drug obraz timskega športa. Mi recimo to, kar smo imeli tam v Beogradu tiste leta, pa smo se vršali naprej na Japonsk, pa glede na to, da ko smo igrali tekme v Pionirju, da nas je cela Slovenija sledila, ne samo rezultatsko, ampak te stvari ob terenu, kakor ti praviš, boki so tiste, ki vstanejo, pa še danes zdaj mi toplo pismo, mi gre kurje pot, ko je sred puščave pismo. Čeprav je vroče, čeprav je doroče, ne gre kurje pot. Ne, ampak hotel sem reči, da to si ful dobro povedal, ko si rekel, da je težko, meni je tudi večkrat, ko imam te intervjuje, pa to, pa povej eno anekdoto iz priprav. To je ful težko, ker v bistvu tisti moment teko jed, pa ga neko zdaj naenkrat pa povedati, je težko. No? Jaz mogoče bi eno stvar rekel, zdaj, ko se čisto iz glave, spomnim se, ko smo bili na Švedskem, na Evropskem, to je bilo moje prvo evropsko prvenstvo 2003, vem, da smo igrali z Bosno in so je po tekmi za Bosno, je bilo veliko navijačev v Bosni, verjetno veliko preseljencev iz Bosne živi na Švedskem in tako naprej. In so pred hotelom so skodirali Bosna. Mi smo pa hoteli pač spati, oziroma je bilo že kar pozno, čeprav smo tudi mi v poznih urah hodili spati, se zabavali po sodah. Ampak jaz vem, da si ti šel v kopalnico in vzel en koš za smeti, ga napolnil z vodo in si ga polil po navijačih dol. In si se zazrel, kot da si Francoz. Quiet, Squadra François wants to sleep. Kar je pol italijansko, francosko, angliško. Jaz sem se skoraj postal.
To se spomnim, tako so se zajebali. Takrat nas je rešil, spod nas je konserž rešil, ki je komaj zadržal hotel, da oni niso noto drli, pa spod dol vrgali span po tista vrata, pismo, da bi nas... Skvadra, Ma da prevarimo na tiste hladne Francoze, na omi krivi. Ne, kakšne te anekdote... Pa še bolj se gre nazaj, še večje so bile anekdote, ko včasih je bilo tako. Zdaj po reprezentanci praktično 95% stvari je predvidenih, organiziranih, zdaj, ki je reprezentanca nek kult ratala, se vsi bašajo zraven in sponzorji in hoteli. Včasih je bilo pa tako pismo. Zemljski plin je dal 10 majic, mi smo jih dali gor, pismo. Uni dal neke klubuke, smo jih dali gor. Zraven vodža puta Janez Drverič, pismo, mu je zgledal kot sombrero na glavo, pismo, ko so bili vsi iste velikosti in za mene in za Kraljeviča in za njega. Tako da bolj greš... Smo pa dobili kratke hlače in pa skater dogležno. Ne, ampak to je bil nickname skater. Tisti, ki so naša generacija, vejo, če ga nickname je skater. Ja, skater, točno ve, kdo. Ampak to si dobro, jaz sem te v bistvu to tudi hotel vprašati, zato ker ti si bil glih v tem obdobju, veš pa tudi ali na klubskem nivoju ali pa v reprezentanci. Klešla, vsaj v Evropi, vsaj tak feeling sem jaz, pa ti povej, če imam prav, je šel ta nivo basketa dosti tako strmo navzgor, kar se organiziranosti tiče, mislim, ne. A veš, če primerjaš, koga ti, ki si bil na začetku pač v Kranu, v Triglavu, pa pol ta Euroliga, pa pol, ki smo za Evropo prišel, ne, mislim, to, a je tudi tako organizacijsko se pozna ta skok v, ajde, rečemo, kvaliteti temu? Ja, to je šlo, to zdaj le liho meni, ko je šlo to gorno, recimo, želej, kaj Boki vse dela, recimo, kakšen brand je rato s telimi podcasti, internetnimi strani, svojo košarkarsko šolo z reklamom, z vsem temu skupaj, recimo, Boki, kakor en igralca, ne, včasih je cela Olimpija sponzorja lovila, da je prodajala tam pri kraju ne reklame na 10 cm, na pol metra gor pa dol in to je bilo to, kar je bilo trženje, ne, zelo je šlo to naprej, ne, zelo je šlo v Evropi to naprej. Ne. Je pa res, ne, da so klej imeli vzor v Ameriki, ne, ki so bili 20 let pred nam v samo trženju pa temu. Sej na koncu je tam pri njih preveč skomercializirala. Ne. Recimo, je meni še kar bolj všeč v Evropi tista strast, navijaške barve, pa tista, da navijači so ali pa ure čisto euforični še po tekmi, ali pa pol ure čist pav, ki so zgubala. Ne. V Ameriki je hitro tako, ne. Pride na tekmo, pa stopi v dvorano, pogleda, da se pa košarka, sem mislil, da je hokej. Pa se pa, se vržeš za žogo, kažemo na hot dog, ki v prvi vrsti vleteš pismo. Tako da, v enih stvareh je šlo naprej, ne? Ampak še vsem nekako v Evropi so zadržali res tisto nekako, saj večinoma ta velikih klubov, saj tudi ti veš v Barceloni, pa tisto pripadnost nekako tistemu klubu, tisto ponosa, ne? Recimo, če ima močen klub v zadej, glede tega so še malo staromodni, ampak to, kar so staromodni, to mislim, da je dobro, ne? To ne sme Evropa zgubiti, ne? Ja, to je res. Te klubi imajo, recimo, pa sploh te recimo grški klubi, nekateri turški, dobro, te španskih par, imajo to pripadnost navijače, ne imajo tisto, da res čutiš tisti kult, pa tisto dolgo zgodovino. In tako si rekel, jaz upam, da se to nikoli ne bo zgubilo, ker v Ameriki je vseeno nekako umetno to narejeno. Jaz recimo to predvsem vem iz tega, ko sem igral za Hornets tisto sezono, pa sem pa se zaradi Katrine, orkana, smo se selili in smo šli v Oklahoma City in je kar naenkrat pač Oklahoma City bilo to mesto, a veš, in je bilo kar polno dvorana in so kar si navijali, ampak pol so pa Hornetsi po eni sezoni šli spet stran, so prišli pa Thunder, veš, ko so se Oklahoma City Thunder, spet drug klub in so spet polno dvorana, spet si navijajo, veš, v Evropi ni šansa, ne, da bi recimo ti lahko to tako umetno postavil naenkrat na noge in ne 50krat na sezono 20,000 ljudi noter, ne, kar seveda pa svoje dobro, da so navijači pa to, ampak neke tiste prave pripadnosti, da rečeš, da je pa to je pa že moj oče navijo za njih, pa že moj dede navijo za ta klub, a veš, tisto pa samo v Evropi doživiš, ne. Tisto pravo, ko res bi folk umrl za klub, ne. Ja. To je res. Ne, ta reprezentanca res, kar ne gre ven z glave, ko se tako malo spomnim za nazaj, res Breza, Sani, pa ta generacija, ful dobre stvari. Bomo mogli še kdaj narediti ta podcast, da bomo samo reprezentanco predjavili. Anže, Veš, kaj sem že doskrat razmišljal to. Vse ti fore, ki smo jih doživeli, zdaj
to so bile dosti naše fore, kakšne tako recimo v garderobah avtobusov. Zdaj, da je brez kakšne insiderske povedal, evo, že toliko sem rekel, da sem zdaj odgovornost na 2 prenesel pomočnika, sem rekel, da se enemu Murinih hlačah sprožil Zoom, recimo. Ne? Mi se že recimo, ne. Pa še v levom žepu imu ta malo fotoaparat. Kako zapakirati ti anekdote, da nam še enega reveža, prijatelja, ki smo cel življenje skupaj, da ga nam že neko insidersko, ki je sam naša fora užalo, ampak da bo še to žmohtna anekdota. Nam zdaj govoril nekaj pismo tiste brezvezne, in glih to, da moramo še malo pomisliti, boke, da rajdava eno mejo, pa naredimo podcaste ali pa knjige pišemo na te anekdote pismo. Ja, tega materijala je res kako hočeš. To z Brezo sem se isto pogovarjal. Sani je rekel, da bo knjigo napisal po karieri, sigurno je rekel, da bo spravil to spraviti na papir, če imaš teh zadev. Ker se mi res zdi škoda, da bi se to malo pozabilo, no? Ker če ne drugega za nas, za to klapo, se mi zdi, če ne 10, 20, 30 let, če bomo še živi, mislim, a veš, to bo res dobro nazaj se gledati. Ja. Anže, ti si specialist za Bližnji vzhod. Izvoli. No, ja, izvoli. Ne, kako bom jaz ta vprašanje postavil? Tako, jaz sem dobil lani enkrat, tako sred leta sem dobil mail, ki je sam pisal, lej, kva Milič dela. Ne? To sem dobil mail in je bil noter en YouTube posnetek, kjer je vse v unih pisavi, ki jo klejam ben ne zna brati, tako da bi se lahko videl sam posnetek in je neki highlight iz neke tekme, kjer ti delaš res nerealne stvari. Pač tako. To je zdaj, ki si v Kuvajtu igral. To se vas odmontaže. Zdaj me res zanima, zato, ker do zdaj smo imela Bečiroviča, ki je razlagal ta njegov Iran, ko je živel v srednji česar in igral košarko. Kako je pa zdaj pri tebi? Zdaj si v Kuvajtu, trenutno si v Kuvajtu. Ja, sej, lanski sem bila skupaj, mislim, sem tudi lanski to Irano. Jaz sem bil tudi v Iranu, čeprav on je res živo sred puščave, to se ne moreš predstavljati. To kamorkoli pogledaš, levo, desno, sam pesek, pa vidiš tisto ta veliko rafinerijo za nafto in tam noter dela, ne vem, koliko 20,000 delavcev in njim se nič ne dogaja. In njihov gazda tiste rafinerije je naredil eno dvoranco sred puščave. Dvorano je pa tako lepo, kada preko, ne vem, Hemofarmova dvorana. Prav lepo dvorano je naredil. In pripelo 5 vrhunskih igralcev, kao da to mu entertainment za te njihove delavce, da se saj nekaj dogaja, ampak umetno nastal klub, pač denar nikoli ni bil tam problem, zmeraj je hotel sam vrhunske igralce pripeljati. To je bila njegova zgodba, moja zgodba pa jaz sem vršil v 16 milijonski Teheran, Jaz ne bi šel, jaz sem hotel, najhujše to je, načrtovati nekaj v karieri, sem rekel, v teh letah 34, 35, imam še v nogah malo igranja, nekam bliz bi šel klele do Udin, do kakšne Verone, do Trsta še igrati, pa sem podpisal Teheranu. Koliko lahko načrte naprej delaš. Nam je pa oče njegov odprl, ki je selektor, ki je delal odličen posel, nam je odprl vrata, je rekel, prid na probo za en teden, da sploh le vidiš, kaj se dogaja. In tako, jaz sem bil čisto pozitivno presenečen. Mi je bilo kar malo sram te stereotipe, ki jih imamo mi klele od Iranci. To so toliko izobraženi, toliko topli, toliko dobri ljudje, kleh pa, da rečem Iranc, pismo, sam rečeš lega terorista. Tako da mi je bilo kar malo sram. Isto je Sani, sorry, da te prekinem, isto je Sani rekel, to se hoče reči, da je ful isto kot ti govoril, iste izkušnje, kar se tiče ljudi pa tega, pa kultura, pa to prijaznosti, odprti ljudje. To je neverjetno. Ustrežljivi, izobraženi, niso to neka hora, to so vsi visoko izobraženi, ponosni na to svojo perzijsko zgodovino in varana. V 15 milijonskem Teheranu smo se mi s Sanjem po večerju ob 1-2 zjutraj tam po ulicah, ki jih sploh ne poznaš, tudi ne veš, ko bereš gor, kaj piše, sploh ne veš, je mesarija, je pisarna, je banka, nič ne veš, ki je vse v njihovem jeziku. Tako da smo se sprehajali varni, tako da na Iran imamo prav lepe spomine. In po Iranu, pa mene Iranu se je sezona hitro končala, pa je pa mene zanesla avantura še v Kuvajt, ker vse te države so te zalivske države, kada pri nam, primerjal Balkan, tile Jadranska liga, recimo, veš vse, če si v Ljubljana ali pa Maribor, veš, kaj se dogaja v Ciboni, kaj se v Partizanu, tako isto te vejo, kaj se dogaja v Dubaju, v Libanonu, v Iranu, te zalivske države, v Kuvajtu, in so me poklicali, da ne prijem malo sem pomagati. Zaplejal sem rekel, grem pa še en mesec še avanturo malo podaljšati sem in evo, namerata lanski to svoje prvenstvo. Ja, sem klej, kakor je zgledal, ga haraš, ker ti si res. Jaz sem videl nekih 10 minut sem videl,
in si tako Sabonis podaje iz rakete, pa ga malo kucaš vmes. Tako, res hilarija zgleda. Tako, res. No, jaz ne vem, kaj za Iran vem, pa tudi kot je Sani rekel, da tam je kar neka liga. Ne? Ta Kuvajt mi pa ne zgleda, da je tako močna, kot Iran, ali ne? Ni to v Iranu, ti noš mislil. Jaz sem mislil to, da bi imel vsi do rame, ko bom v Iranu prišel. Jaz sem bil za 20 cm najmanjši center pod košem. Moji soigralci so bili 2,17 m, 2,15 m. Jaz tako visokih fantov kot v Iranu, tako prav čvrstih decev, jaz to nisem še videl. Jaz sem mislil, da bom kaj prišel, da bom eno glavo ven gledal, da bom mogel skozi malo v pol počepo hoditi, da se nam izdvaja od njih pismo. Sem bil pa najmanjši. Klej pa glih kontra, ne? Klej pa en kup hitrih igralcev, ampak noben ni visoka. Ne? Tako da tako dobro živijo oni imajo klej. Kuvajt je tako kot ameriški mest, kada ga pa en postavil ameriški mest, 99% vse isto, Starbucks do Starbucka, ameriški policijski avtomobili vzunaj, vsi se po angleško zgovarjajo, uraden jezik je kar angleščina in toliko jih je malo, pa na nafti spijo, da imajo toliko dober standard, da je košarka zabava, ne? Oni hodijo tudi zjutraj, ima en je general par meni, en je profesor, ne vem kva je, in to košarka je nitko kar nama, ne, straž življenja, ne, ampak zaradi tega nekako dobrega standarda pripeljejo enega, imaš pa lahko samo enega tujca na terenu, ne, tako da ni lahko, ne, tebe pa pripeljejo, mene pa rekel, prišel si, zdaj ti sklej, da prineseš zdaj prvenstvo, ne. Ja, glej, če gremo na 100 metrov laufat, se klej vidi razlika, ne, nas je pa 10, ne, po timskem športu, glih en ne naredi take. Ja, razlike, ne. Tako, zelo specifično, ne. Na pol zajbancija, na pol rekreacija, ampak na koncu je pa treba zmagati, pa ti krivo, ne. Tako da moraš ti biti skozi nekako v formi, moraš biti tisti mentalno napet, čeprav vsi okrog tebe tako dosti sproščeno vse to skupaj jemljejo, tudi enkrat na dan se trenira, tako da, ampak dokler ti prinašaš pač rezultata, ne, tako da. Kako pa liga tam funkcionira v Kuvajtu? Mislim, a to neke te meddržavne lige, ali to sam prvenstvo, ali kako to tam deluje? Vse se dogaja v Kuvajt Cityju, je 10 ekip, to je tako veličine, kada bi rekel, okrog je pa puščava, ne, sam en mest je tako ogromen, kada preko veličine Beograd recimo, in v tem mestu je 10 ekip, ne, in teh 10 ekip se med sabo užge, se pravi 20 tekam, na koncu pa pol igraš četrtfinale, polfinale, finale. Zdaj smo mogli v polfinalu, bomo mogli 2-0 rezultat, še eno tekmo zmagamo, pa smo v finalu, pa pol je pa konc kuvajtske sezone, pa gre pa kuvajtski prvak, pa katarski, pa dubajski, pa libanonski, se pa dobimo, kada bi rekel tam za balkanskega prvaka, kle se pa dobimo za prvaka Perzijskega zaliva. To pa tem švekan kle pomeni več, kot če bi bil prvak sveta, ne. Sam, da so kle glavni v Komšiluku, to njim pomeni, tako da to. Kako je pa kaj, recimo, kakšne so pa dvorane, pogoji, ne vem, ljudi na tekmah pa to, ne vem, po mojem, si predstavljam, da mogoče, a je košarka številka ena šport tam? Ali nogomet? Ja, fuzbal je, ne, recimo. Eno stvar ga malo zanima, kaj je, se za fuzbal zanima, si fuzbal ekipo kup, naš je recimo ga košarka, si kar košarkarsko kup, recimo, mi smo tako klub, kaj je, Olimpija, da ima recimo in rokometni klub, in odbojkarski klub, in košarkarski klub. Naš šef je pa fanatik recimo fuzbala, ne, ima rad fuzbal in ne vem, pred 14 dnevi, 3 tedne nazaj kar pripeljal recimo Bayer, kar evropske prvake, zato se njegov sin spomnil, da bi rad evropske prvake v živo gledal in ga je pripeljal kle na naš stadion, za našo dvorano, ki je večja razvalina, kot zdaj v tem stanju bežigrajski stadion, in jih je kar pripeljal. Lanski je kar Real Madrid pripeljal, recimo kar na prijateljsko tekmo, ne. Lanski je Real Madrid, tako recimo, imajo tiste želje pač, glede na to, da na nafti spijo, da si jih lahko izpolnijo in ne vem, lanski so bili zadovoljni, ker so zdaj z Realom sam 2-0 zgubili, letos so bili pa teli zelo neprijazni, so rekli, zato ker Bayer jih je pa naše 8-0, tako da te so pa neprijazni, te pa namo več vabil nazaj. Zanimivo, za to fazo karijere tako, ne, zanimivo, ne, ni za mlajšega igralca, ni, ampak zame te neke tudi življenjske avanture, ne, doživeti, kle, pač lanski to perzijskemu, letos čisto kontra arabskemu svetu, ratati nek insider, biti po njihovih rojstnih dnevah, porokah, levo, desno, tako da je zanimivo, zanimivo. Aha, recimo, kako ti recimo živiš tam, ne vem, stanovanje, 100 stolpnice, 100 hiše, kako je to recimo, sploh si ne predstavljam teh mesta, recimo, kako to na splošno izgleda, je recimo težko iti na trening, je to full gužva, je to na easy varianta, tisti ameriški stil, vse na easy, tako si rekel, ali kako to izgleda? Čist ameriški stil, kada preko, da sem v Phoenixu, široke ceste, sami pa dosti kot gužva, ne. Aha.
že 100 metrov od morja živim, v 12 nadstropju, stolpnice so čisto ameriške stolpnice, spod imaš pač kle v morju, ampak to je recimo ta zaliv naš v morju, tako 20 km dolg, ima ta glavno tisto promenado, ki se vsi vozijo gor pa dol. Nekako se oni družijo klep na cesti, skozi so avtomobilih družijo, ker pač v islamu nimajo barov, pa tako, ni alkohola, oni se ne morejo ženskam dobivati drge, kaj na ceste. Promenada, kaj 20 km se gor pa vozijo in malo bolj počas. Jaz od začetka pridem klep, pa kar dol dajo tale okon, pa kar oblajajo tam ženske, se kot pismo primitivce. Ampak to je praktično edin kontakt, ga oni nekako imajo, tako, ne, ženskama. In se vozijo počas in se malo dobacujejo. Tako da živim v Marini, 100 metrov od morja, 12 nadstropje, tako da, kadar je lepo vreme, je lepo, včasih pa dvakrat sem pa doživel, ko pride iz puščave, puščava je tam 20 km naprej, ampak ko se pa dvigne tak vrtinc vetra, ne, pa pride tako kot Independence Day, čist črna zavesa, pismo, gre kar takole prod mesto, to sploh ne moreš verjeti, pismo. In takrat sem bil kar malo scary feeling, drugač pa tako, drugač pa kaj da bi v ameriškem mestu živo, no, tele mesta, klele, ne vem, naš Kuwait City, pa klele Doha, pa Dubaj, vse zelo podobno. No, to sem te še prej vprašal, recimo za same tekme, pa to, so ljudje na tekmah, se to spremlja, se navija, ali je to v bistvu čisto, kot, da se gleda kot neko zabavo, tako se je rekel, brez nekega naboja pravega? Ja, tako kot praviš, brez zabavo, razen pol, ko se začne polfinale, finale, tam je poj naboja, tam poj vsi ti šejki pridejo, pa oni tam sedijo, pijejo čajčke, v njih iztrežejo, pržgejo vsak svojo šišo, cigaro, imajo fotele in oni gledajo. Ni pa tako kot v Evropi, ne, da bi bili neki navijači, da je organiziran, ne vem koliko folka, tako. Med ligo so bolj tako, kada preko revijalne tekme, na koncu pa 2-3 ekipe, tako sta konkurenčne za prvaka, tam se bolj malo dvorane napolnejo, niso velike dvorane, to je po 1000 gledalcev se napolne. Ne more se pa to primerjati s tem, kar je recimo v Evropi čutiti. Ti nisi edini tujec, ali si, oziroma klubu imate še nekega trenerja, ki je tudi iz bivše Juge, ali si edini? Slovenc, začeli smo sezono z Okornom, tak je bil tudi na Olimpiji, trener po Slovanu. Oni mu neki probleme po izvizu, tako da smo pa vzeli tega Bojana Lazića. Tu dober mlad. Slovenc trener, zdaj je pomočnik v črnogorski reprezentanci. Moja menjava je tudi tale moj prijatelj, lanski smo osvojili prvenstvo, pa me tale šejker vprašal, kjer ga už enega prijatelja, kle si je pripelo, tako da je tudi dober igralec, pa sem se z tega Perkoviča spomnil. Kle bolj centre vzemajo, 4 pa 5, ker Beko imajo malo morja, višine pa nimajo, tako da 4-5. In je še ta Perkovič, klelo moj sosed, tako da se Jasmin so le skupaj v Kremoni. Lanski je igral v Olimpiji, tudi pol leta je igral v Olimpiji, tako da se malo druži, tako da je pa kle ogroman Balkancev, zmeraj je kakšen futbol, kaj Real Madrid, se kle v kakšen mušiše baru dobijo, cel Balkan skupaj sedi za mizo, ni važno, si iz Ljubljane, Hrvaške, si iz Skopja, vsi se tam malo zafrkavamo, pijemo kavico. Kadi se šiša, gleda se Real Madrid, ali pa Barca, ali pa karkoli. Ne boš verjel, ko ste špilali na tole Evropsko prvenstvo, Eurobasket, mi smo kle na Al Jazeera, na ta velikem pladnju smo gledali vaše tekme v živo pismo, je tole istorije, ki ste igrali pismo. A res, kaj? Res, kaj sred Kuwaita. Smo gledali, tam en šejk neki teži. Ja, v živo, so prenašali, v teh barih smo gledali, smo se dobili mi, pa je izmerno kakšen šejk, smo se tam izborili, hotel njihovo musko gledati, mi smo tole nismo dali, ne tam balkansko omizje, tako da smo gledali vse vaše tekme, tole, kar smo gledali. Lepa. V živo, ne. Sam pa sezona, jaz mislim, da sezona krajša tam je, kar dolgo traja, da si že od poletja do zdaj, pa da še ostajaš spodaj. Jaz mislim, da jaz sem vedno imel feeling, da so tam ful krajše sezone. Ja, v Iranu je 5 mesecev bila sama sezona. Ja. Kle pa tako, vse klete sezona tudi dosti kratka. Mi smo šele začeli igrati, ne vem, konec oktobra, ne. Samo nas je še hotel imeti, ja, jaz hočem imeti celo ekipo, da gremo malo na priprave, smo šli v Beograd na priprave, pa malo kle okrog. 3 mesece prej hočem imeti ekipo kar prej, ne. In normalno, on ti plača 3 mesece več, ne. Sem rekel, dobro, lepo, prijemo na počitnice za 3 mesece, ne. Smo lahko tudi 9 mesecev tam, če hočemo plačati, ne, ni problema, ne. Drugače liga je kratka, liga je 5 mesecev, v bistvu pa 10 mesecev kle na počitnice, tako da plačam dopust. Lepa.
Tako da na telo vročini, ja. Čakaj, med sezono dobiš fraj, hodiš domov, hodi familija tebi, ali si, v bistvu, kak si... Familija je skozi pri meni. Drugače ne mogu zdržati. 3 punčke me zdaj vesna. Še dobro, da ima zdaj tam mali skozi neke počitnice. Mi včasih nismo imeli vseh teh krompirjev po teh počitnicah. Vsake 2 meseca imaš zdaj 4-krat. Leto so bili že 4-krat pri meni, po 14 dni. Tako da tudi veza je dobra, praktično. Brn, ki sta v Istanbul, Kuvajt, tako da res nas skozi tam male pripele za počitnice, tako da vse to. Ja, tako da se drugače ne bi mogel zdržati, da jih ne bi videl, smo preveč navezani. To je edina taka slaba stvar, da me res tako vleče pismo, te treba počasi nekaj, da se še kaj forsiram pismo. Kar pozabam, koliko sem star, ne grem zdaj 37 let pismo, se pa spomnim, sem prišel na Olimpijo pismo, pa sem gledal tam Hautmana, ki je bil 28 star, sem rekel pismo, kot ta fotor še kledila pismo. Jaz pa isto v 37 pismo še razmišljam, koliko bom igral. In verjetno zaradi tega, ko bom nehal zdaj, recimo v bližnji prihodnosti, pač za toliko tam male pogrešam. To je edin tak minus, recimo v vseh teh nekih middle east avanturah, recimo, da tam malih ne moram toliko videti, kot jih bi rad. Ja, da. Zdaj si v bistvu odgovoril na moje vprašanje naslednje, ki je bilo o prihodnosti. Ampak tako, načeloma ti je pa pač kult. Zdaj boš videl, koliko cajta še, ampak načeloma ta middle east je čisto odgovarja, ali kako? Tudi ni cel isto, veš, klele zaživeti je dobro, klele Kuvajt je čisto zamerikaniziran, tako da tisto kvaliteta življenja, tisto počitniško maša. V kakšnih ostalih malo bolj bi bilo mogoče malo težje v kakšnih drugih državah, ampak jaz sem res pozitivne izkušnje in v Iranu in tukaj v Kuvajtu, tako da to sem mu res rečel, da sem tako lepač. No, ampak recimo fizično se vrejo počuti še čisto komod, bi še recimo igral 2-3 sezone, nimaš nekih problemov, da bi rekel, zdaj pa me že hrbet toliko matra, da moram nehati, a veš, tako manj nekateri igralci, ne vem. Lej, to bo prav za potrkati. Ko sem igral tako kot ti, recimo vse te tekme tam v Euroligi pa reprezentanca, pa jaz sem bil pred 30, pred 29, jaz sem bil tam na Olimpiji, jaz sem bil toliko strošen, tam smo igrali tole reprezentanco, nimaš nič frej polet, jaz sem zjutraj sem se zbudil, pismo, gležnič so mi škripal, ko sem šel do strnišča, pismo, mene bolj v hrbet, jedel sem une tablete proti bolečinam, ko bom M&M's, pismo, jaz sem uničil in trebuh in hrbet in pismo, nam mogu tenisa igrati 32, ampak zdaj, ki je pa malo lažji ritem, tudi reprezentanco že nekaj časa ne gram, polet se zregeneriram, sem s familijo in so mi poseti neke manjše poškodbe, hrbti, gležni, kolena, pač, jih sploh ne čutim več, se zdaj le boljš počutim recimo fizično, kot pri 28, ko sem bil preobremenjen, zdaj imam recimo 25 tekam na let, pa še to imam 5 težkih, 20 pa lahkih, takrat sem pa imel 85 tekam na let, pismo, pa Evropsko ligo, pa Jadransko ligo. Pa vsak na noša, sem bil čisto strošen, tako da... Ja, ne, super. Ničko nižji, tako igralsko, sem z lahkoto še podaljšal par let, ne bi pa v tistem ritmu pa ne bi zdržal, tisti bi bil pa že... No, ampak vseeno, ki se pa recimo vidiš čez 5 pa 10 let, ne vem, te zanima košarka še naprej, postati trener, biti v kakšni drugi funkciji v basketu ali izven košarke, ali še sploh nisi nekih resnih planov delal za pol? Pa rad bi bil v košarki, sicer trener kakšne prve ekipe glih ne, mogoče, imam zelo vesele takole z mulci, recimo, kako ti tam v tvoji šoli delaš, recimo, Kopro, takole, recimo, mulci so dojemljivi, lahko jih navdušaš še za te stvari, da bi zdaj kakšno trenersko kariero je zelo naporen, spet z nule začenjati in že zdaj vidim, koliko je familija trpela 20 let, koliko se je meni predlagajala, ne moram še enkrat to, kaj takega. Res bil pa zelo normalen, da bi zelo rad bil v košarki zlaven, glede na to, kva smo doživeli, kjera poznanstva imamo, s kjeram agencijam smo, klubom, vsem smo sodelovali, bi rad v kakšni funkciji, to še ne vem, ampak Ne, se to smisel, da ne bi zdaj rekel, ne, basket me sploh ne zanima, a veš, nočem grem ven iz basketa, ne vem. To je fajn slišati, ja. Rad bi zraven ostal, normalen, da bi najprej si vzel pol leta let, glih toga, da malo dahnem, pa da me tam malo več doma vidi, da misle, da sem poštar, ko pridem enkrat na 6 mesecev domov. Tega imaš pisem s sabo, kva imaš? To si že omenil, v bistvu kamp, pa sem rekel, da bom še tebe vprašal, da mogoče kdo tak posluša, ki bi si želel iti na kamp
oziroma ki ima otroke, pa pa razmišlja o tem, kam bi dal svoje otroke poleti, oziroma kakšno aktivnost in pomagati najti. Ne vem, opiš malo svoj kamp, oziroma na kak način ti delaš, vem, da delaš v Kranjski Gori poleti, pa mogoče pa vseeno kdo posluša, ki bi ga to zanimalo. No? Vem, da mi smo v Kranjski Gori, zdaj ga nimam več, zato ker sem pač zadnje 2 leta klele, pa ne morem zorganizirati tako dobro, kot bi rad. Otroke, vse sam veš, ti imaš že leta in leta, imaš tam najuspešnejši kamp na morju, otroke ne moreš ti, zdaj da bi jaz nekaj na hitro zorganiziral, pa ne moreš otroke lagati, ali se cel vržeš noter, dobro pripravaš, vse skupaj zorganiziraš, goste, program, vse te upreme in zdaj sem to odsoten, mi ne znese, ne glede na to, da polet prijem 2 meseca, domov mi zdaj ne znese. V Kranjski Gori smo pa res lepe trenutke imeli. Ne. Vem pa, da tole, ne, vem pa, da ti tam vrhunski in delaš in kombinacija prostega časa, morja in tebe, recimo vse te stvari, ki si jih doživel, da tam lahko otroci z prve roke v tebe vidijo, veš, da imajo oči kot Pet Kovačev, da ne more biti to, da ne more biti lepših počitnic, recimo, da unik imajo radi košarko, recimo nove prijatelje tam pri tebi spoznajo, na morju so, mislim, res ne morejo. To sem ti hotel reči zaradi tega, ker v prvi vrsti me je ful veseli, da recimo ti si delal, zdaj totalno razumem, da zaradi časa ti ne znese, ampak vem, da si imel svojo zgodbo na Gorenjskem, Smoki si delal svoje, Smodiš delal na Dolenskem, jaz sem spodaj Koper, San ima Štajersko pokrito in me ful veseli, da nekako smo vsak po svoje vrli oziroma vračamo nazaj to svoje izkušnje, pa to svoje, da bomo rekel, ljubezen do košarke. Ker se mi zdi, da tisto, ko imamo mi, tisto, ko damo, je res pristno, pa res ta pravo. Tudi ti si bil, vem, da si bil, zelo si se dal noter v to, ko si imel šolo, tudi meni je, oziroma kamp, tudi meni je edina prava varianta je, da se daš 100% noter in da si v bistvu odjutraj do večera z otroci. Nekako mi ni všeč, da daš samo ime, pa te potem niti ni blizu, no. To so ful lepe stvari, no. Tako da mi je fajn, da si imel, pa upam, da še v prihodnosti da delaš, ker se mi zdi, da to ti takrat drugače se ti to nazaj povrne, ko vidiš, da so tam mali zadovoljni pa srečni, pa tako si sam rekel, da je užitek delati s tam malimi, jaz podobno čutim, no, da je res fajn, tiste osnove košarke, tiste pristna ljubezen do basketa, pa spoznanja, pa to je tisto ta pravo. No. In, ne vem, tudi ti si verjetno hodil na kampe, ko si bil mlajši, oziroma sploh Tolmin pa tisto. Jaz sem v bistvu Sanja spoznal na tak način, Brezo in tako naprej. No, ne vem. To so taki pravi lepi spomini. Najlepše. Ja, to je zdaj, kar se tega tiče, jaz mislim, da je caj, da malo prevekslamo tisto naše, tako Anže je rekel, weird zadeve, da te spomnim, Milko, jaz pa Anže si vedno zberemo v vsakem podcastu, vsak zberemo eno tako bizarno stvar iz interneta, ki jo zasledimo pač v zadnjih tednov pa 2 in pol o tem govorimo, predebatiramo, ti pa rade vole, bi videla, da skočiš not, pa kaj takega poveš. Bom dal Anže to besedo. Anže, kaj si izbral ti za nas letos? Letos. Letos sem že toliko vir zadev. Tokrat, kaj imaš zanimivega? Bom dal še link v Skype, tako da... zdaj hotel sem reči spet te Japonci, sam so Korejci, da se ne bom sam na Japonce spravljal. Milko, veš se skozi na Japonce spravljati. Če dela najbolj weird zadeve, če kdo weird zadeve dela, jih je Japonci. Ne. Drugače pa Korejci naredili enega robota, ki zgleda, spet... ki zgleda kot rakovica, no? Jaz drugače to ne znam povedati, in je dejansko mišljen za pod vodo. In je tudi video, zdaj škoda, ki je Milko na iPhoneu, ne bo malo težje to videl, ne? Ampak bom dal link pa od spodaj, vsi, ki to poslušate, lahko pogledate na aparatus.si, ne, so linki. Res bizarno velika stvar, kamor se dejansko človek lahko sede in je mišljena, da hodi po dnu oceana, ne. Zdaj so, vidiš. Predstavljaj si, da to je veliko tako v bistvu en avto, in da ima v bistvu 6 nog, tako ena rakovica in da to v bistvu hodi lahko pod vodo. Ne? Se pravi, res neki futuristični zadeva. No? In kakšno funkcijo ima to? Kao za raziskovanje, ne, pač čist karkoli raziskujejo na dnu oceana, Kler, nisem doktor Tomič, hvala. Gre pa čak, koliko je to, na 660 feet čevlov, ne, to je pol deljeno s 30, ne, nekaj tazga, ne. 660 deljeno za 3, po mojem, prej. A ni?
Kako so že čevlji, jaz to zmerno poznam, ampak mislim, da pride na ene. Meni so 3 čevlje Okoli 200 metra. metrov, rečemo okoli 200 metrov. Ja, Recimo, tako, nekaj tazga. No. Kar je wow. Samo to je v bistvu taka, kako res vidim, to je taka mašina, te noge, ko ima res tako en pajek oziroma ena rakovica, v bistvu je res mogoče najbolj praktično za hojenje po morju, pa to, da niso to neke kolesa, pa to, veš, da v bistvu imaš res te noge, ko se mi zdi, da lahko stopiš čez skalo, lahko stopiš, veš, pa da greben, veš. Da praha ne dviguje, po moje tok, ne. Bravo. Ne, res brez avansije, to sta prva stvar, ki sem jaz pomislil. Ne. Je pa res, se ful v tem članku piše, da zgleda nekaj iz unga katastrofalnega filma. Koga pa dol spustijo? Je po moje? Se spusti kablo, takem zladje. Sam. To dvomam, po mojega s kablom, spustijo, tako bi si jaz predstavljal. Sam zgleda tako ful zajeban zgleda, no. Kot iz filma Wild Wild West, tisti pa. Katastrofalen film, ampak dejansko tako zgleda. Ta tehnologija. Te vzhodnjaki vedno presenetijo znova, ti tvoji Japonci. Se ti pravim, Japonci pa Korejci. Zdaj pa jaz eno drugo za tebe. Moja stvar je pa podobno, tudi tehnologija. V bistvu je pa gre za ameriško firmo, tako da gremo malo na zahod. Je pa v bistvu ena firma, ki se imenuje Terrafugia. Te sem pa že videl. Delajo pa na tem, da naredijo vozilo, ki bi šlo po cesti in po zraku, mislim, ne hkrati, ampak oboje. V bistvu gre za en princip, tudi lahko vidite link, ki ga bom že dal na stran, da v bistvu ti se pelješ po cesti, normalno, kjer bi pač bile ceste, potem pa enostavno ima tak velik propeler. Predstavljate si avto, ki ima zadnji namesto prtljažnika en velik propeler, vrata se odprejo tisto futuristično tako gor kot krila in potem lahko to vozilo v bistvu tudi zleti. Piše, da naj bi recimo imel, se pravi stranke bi rabile recimo 20 ur, samo 20 ur, se pravi učenja s tem vozilom in bi že bile sposobne voziti po zraku. To so dobro končali. To naj bi že v letu med 2015 pa 2016 se začela proizvodnja teh vozil in tudi v prihodnosti si želijo, da bi to bilo čim prej, da bi ta vozila počasno nadomestila tudi klasične avtomobile, ki jih zdaj poznamo. Se pravi, princip ne bi bil tak, da se ti v bistvu voziš po mestu kot v avtomobilu, kot zdaj, pa rečeš, jaz pa grem zdaj v Ljubljane, jaz moram iti pa nujno, ne vem, v Milano in enostavno greš izven mesta, kjer so malo širše ceste, zaštartaš to vozilo, krila se dvignejo, ti poletiš in letiš v zraku pri Milanu in pred Milanom spet pristaneš in potem se spet notro voziš po mestu. Šparajo na vinetah. Kašlen krav. Kam gre ta tehnika? Jaz stvarno z odprtim usti poslušam, kam gre ta tehnika in tale tvoj rak pismo in tale leteči predmet pismo. Meni že tale iPad, ki ima debele prste pismo, sem ga šel reklamirati, ki nima tipkovance pismo, ki ne mora tipkati pismo. Ti bo videl pa govorita v Rakovcah 200 metrov pod vodo, ta ohajo pa letijo po zrak. To je neverjetno. Se kva čez 10 let, 20 let, to bo pismo. Anže, ti misliš, da bi to bilo možno kdaj v bližnji prihodnosti imeti realno? Ali to misliš, da je preveč da bi rekel, da je disaster napisano čez celo? Pa teh 20 ur se mi ful dobro sliši. To pač hoče ta firma prodati, da je to zelo dostopno. Več ali manj, Ampak to je ta naša tehnika iz vzhoda. Ampak, zanimivo, Milko, to, kar si rekel, tipkovnica pa to. Ampak si pa na iPhonu ti, ne? Nisi, ali kjer telefon imaš? Ja, sam na iPhonu, sam tipka message, mislim, da vsi, da sem munjen, 4 črke naenkrat, imam debele prste. Ampak a si včasih na Blackberryju mogoče? Ne. Zanimivo. Nikoli nisi imel Blackberryja, Milko? Nikoli? Ne. A res, hodo. Veš, to je v redu, zato ker to mogoče ne veš, ne, ampak Nahbar še zmeram ustraja na Blackberryjih, čeprav vsi vemo, da je to firma, ki je praktično že mrtva, ne, in zdaj ga vsi prepričujemo, da je. Meni pa ni všeč, da tega te vprašajo zaradi tipkovnice, ker tipkovnica je ful dobra stvar in to ni šansa preveksla na drug telefon, dokler iPhone ne izumi tipkovnice. Kar se ne bo nikoli zgodilo. Blackberry bo pa umrl. Ampak všeč. Bomo brez telefona. Bečerovič je obupal, zdaj je Milič na iPhonu. Preza ima tudi iPhone. Ne vem, konec, več ali manj. To je to, Milko.
Jaz ta rečem sam ful hvala. Ful hvala. To je bil pa najboljši, kakšen intervju, najboljša debata, ki sem jo že dolgo časa imel. Ponovadi zmeram moram 10 vprašanj obkrožiti, kdaj sem začel, kjera barva mi všeč, pa kjero pesmico imam največ pismo. Tako da tole, zdaj, ko se z vama zgovarjam, to je bilo pa vrhunske. Jaz bi že rekel, Milko, da mogoče v prihodnosti, če boš le imel cajt, še kdaj povabno na ta naš podcast, ker mislim, je bilo ful dobro, pa še toliko stvari je, ko še lahko predebatiramo, pa gremo skozi, da če boš še za v prihodnosti, le jaz pa že z veseljem. No, le, kadar šta, jaz sem kle na middle listu se mi cajt ustavil, kle imam cajt za izvajanje, da kadar šta. Jaz moram samo še eno stvar. Jaz se ti moram... Če gost zajeba, vi sam pokličta mene, tako da imate pokriti. Si na backup, to je to. Super. Milko, jaz se ti moram še posredno zahvaliti. Jaz imam ene tvoje iz Reala hlače za basket, ki si dal Radotu, Alešu prevodniku. Ja. Smo bile ene toliko prevelike, jaz sem pa takrat skupaj igrala v Šenčurju, pa ene menšinko, ta plave. Tako da posredno hvala, če te že malo. Nek nositi, kada imaš boke tam zraven, da navo glih ogo dobaj. Ja, se ti Vse to, imam pa že tudi ene od barce majice, imam, tako da pa lahko, dejansko sem enkrat že bil na treningu, zdaj v Real hlačah v barca majici, tako da zdaj pa. Za derbi pripravljen. Jaz lahko za oboje navijam. Pravi, je win-win situacija za tebe, ne moreš zgubiti. Ja, ne moreš zgubiti. Milko, to te pa moram vprašati, Milko, to sem pa rekel. Zakaj nimaš Twitterja in kdaj si ga boš naredil? Pismo, nimam ne Twitterja, ne Facebooka. Oziroma, tega me rekel resno vprašanje, zakaj ga nimaš, oziroma ti nekak ni do tega, ker če mi je pa za koga ful rekel, na Twitterju, ko jih srečam, ne vem, kjerkoli, pa Allah, Milko, tu rečeš, da se zdrihta Twitter, prosim. A veš da lahko day to day pišeš, kaj dogaja, pa sploh zdaj, ko si v Kuwaitu, pa to je ful folkano, pa me zanima, zakaj nimaš, pa se mi zdi, ti enostavno nisi tak tip, da bi bil ful tehnološki, pa tudi se mi nekako ne priješ naprej kot tak, ki bi skozi visel na Facebookih, Twitterih, Instagramih in te fore, no. Pismo, ne, meni tako, ki se debatiramo, ali pa če se še vidimo tako, da igramo basket, tenis, pa da en pirček skupaj spijemo, pa da debatiramo, meni se to sploh ne da preverjati. Recimo, malce sem še dinozaver glede tega. No. Sicer nekaj časa sem rekel, da malo probam, sem bil tam, sem se nekaj gor skonektal na Facebook, sem kujmu tam vse v navijaček, sem bil v Kremoni, gor dol, sam je bil hiter ogen obajt, ki je videla žena med 4000 navijači, 4 s prevelikim dekoltejem, tako da sem se mogel hiter dol skonektati. Ki je posumila, da sem moral 4000, da so nekako potrdo zaradi unih treh, so bili na plaži slikali. Sem nekaj vse po vrst potrjal pisma, tako da Twitter bi lahko, Twitter bi edina od teh res cool mi Twitter, no, tam, da glih pišem, kva samo za južno, ampak Twitter je pa tako, dobra stvar, recimo, tako da, opinion maker, Twitter mi je edina od teh, recimo, tako da mi je cool, no, tako da mogoče, Pa v bistvu dost lahko slediš tudi stvarem. Twitter ni samo zato, da nekaj pišeš, konc koncev tudi imaš, recimo, skozi te, tudi preko ostalih stvari je možno, ampak recimo Twitter je mi dobro, zato, ker lahko na telefonu tudi imaš konstantno update, ali imaš, ne vem, CNN, ali ESPN, ali ne vem, RTV Slovenija. Ja, a veš, da imaš v bistvu se skozi tekoče. No, tako da, lej, Milko, zdaj, za vse tiste, ki to poslušajo, pa ki so rekli, naj Milko te rečem, da zrihta Twitter, jaz sem svoje naredil, zdaj pa se naj Milko samo odloči. Zaprobati je, no, ne bo ti žal, oziroma je fajn zadeva. No. Je pa, Anže, to se hoče reči, da je veliko manj tistega direktnega stika, oziroma vse takega, da bi se bal, da ti zdaj neki pišejo z nekimi dekolteji, pa to v bistvu vse je nekaj tako bolj razviden, tako sam rekel, razvidno komentiranje, dajanje gor stvari in ni tistega nekega, vsaj tak se mi zdi, nekaj bolj takega intimnega kontakta, kot ima Facebook. To ni Facebook. To je najbolj važna stvar, da pač ni Facebook. Twitter je cool, no. Twitter mi je edino telo, ki mi je res cool, tisto, kar sem malo spremljal. Mogoče. Breza je full noter, to Sani se je to zrihto pred, mislim, enim letom, kaj takega, je zdaj tudi kreativen, tako da so fanti, en po eden so gorno, tako da. Pa se pa prek tega pišemo, pa se dajemo linke, pa komentiramo, pa se zajebavamo, pa tako naprej. To je tako. Ampak lej, boš že, če boš. To smo te reči. Anže, za konc, daj povej še na hiter, kje se nas najde, ko smo jih pri Twitterju, pa pri teh stvareh, oziroma nas kot Aparatus mrežo. Aparatus je tudi na Twitterju, res je. Afna Aparatus, podčrtaj SI. Jaz sem na Twitterju Afna Anzeta, Boki. Kje si pa ti na Twitterju? Ed Boki Nahbar.
Pa če kdo res, zdaj bom pa tako rekel, zdaj pa uradno pozivam vse, ki si želite, da ima Marko Milič Twitter, dajte mi težiti čim bolj, lezem pa njemu nekog prek maila, prek Skypa prenesel vsak dan sporočila, da folk to hoče. Se glede na to, koliko folka je že zdaj težil, da naj Milič pride na podcast, se ni zabatno. Škaj, Anže, to sem še hotel reči. Zdaj poveš enkrat, da se lahko mreža Aparatus podpre, ker se ne samo naš podcast, ampak ostali podcasti, ki je zdaj že 6, se folk ful trudi, da daje to gor, v bistvu čisti džabe kot hobi. Vseeno to nekaj stane, da še za konc to enkrat opomni. Ja, če imate šanso, pejte na aparatus.si/podpri, pa lahko tam podprete, kot je Boki rekel, ne samo podrobnosti, še pa Aparatus kot podcast, pa glave, pa pivotiranje, pa iglu impro, pa bluzanje je zdaj še, tako zdaj že v bistvu 6 oddaj na mreži. Zelo kvalitetni podcasti, različnih stvari, recimo imaš in stand-up comedy, in se pravi gledališče, improvizacija, ne vem, košarka, mi doma imamo svoje vir zadeve, glave so v filmih in serijah. Aparat smo zanimive intervjuje z različnimi ljudmi, full enih stvari, tako da tisti, ki lahko, dajte to podpreti, glavni je pa tu Anže, ki jaz vem, da se v bistvu brez jebanci od jutra do večera ponovadi trudi s tem podcasti. To bo to. No. Za konc bi jaz samo še povedal za naprej, da sem bil v kontaktu tudi z Gogijem Dragičem, ampak full je zaseden, zdaj se borijo za končnico NBA playoff pa to in imamo malo probleme s tem, da se uskladimo za datume, tako da bo on, če ne prej, pa po sezoni, ampak upam, da ga prej uspemo dobiti. Pa zdaj naslednji podcast, najverjetneje, ki smo ga bi že mogli snemati, pa je zaradi takšnih in drugačnih težav odpadlo snemanje. Anže Slosar, ki je pa slovenski zelo preznan, eden najboljših mladih nadobudnih kozmologov oziroma astrofizikov in z njim pa v vesolju debatirali, tako da to pa še ena taka full posebna debata, kjer se pa jaz neverjetno močno veselim, ker sem en tak fan vesolja pa vseh teh weird zadev povezanih z vesoljem. Kjer mi dva pospešeno bereva Wikipedijo, da bo kaj vedela. Tako, izobražujem se dnevno, da bom lahko kako pariral. Milko, full hvala. No. Full hvala, res. Dobro so se vesti bilo. Držal te bom za besedo, da v prihodnosti to ponovimo. No, pa veliko sreče zdaj, ko igrate polfinale. Ja, se res, valjda. Važi, bom za rekreacijo. Hari se šejke, to je to. Hvala, Milko, ajde, čau.